V evangeliju 7. nedelje med letom je odlomek, ki najbolje izrazi krščansko revolucijo. Jezus pokaže s to zapovedjo pot resnične pravičnosti, ki gre onkraj zakona povračila, torej oko za oko in zob za zob, je dejal papež Frančišek zbranim na trgu svetega Petra z okna apostolske palače. Nadaljeval je: To starodavno pravilo je zahtevalo naložiti kršilcem kazni, ki so bile enake povzročeni škodi, smrt, kdor je ubil, amputacija tistemu, ki je koga ranil in tako naprej. Jezus ne zahteva od svojih učencev, da enostavno trpijo zlo, nasprotno zahteva, da se odzovejo, vendar ne zlom, temveč da se odzovejo z dobrim. Zlo pa vzroči naslednje slo, samo tako se prekine veriga zla in se stvari resnično spremenijo. Zlo je namreč praznina dobrega, ki je ne moremo napolniti z drugo praznino, temveč samo s polnostjo, to je z dobrim. Nasilni povračilni ukrep nikoli ne pripelje k razrešitvi sporov. Ti si mi to storil, ti bom vrnil, to nikoli ne reši spora in ni krščansko ravnanje, je poudaril sveti oče in nadaljeval. Da je to, o čemer nas hoče Jezus poučiti, je jasno razlikovanje med pravičnostjo in maščevanjem. Maščevanje ni nikoli pravično, dovoljeno nam je zahtevati pravico, saj je naša dolžnost udejanjati pravičnost. Prepovedano pa nam je maščevati se ali na kakršenkoli način podžigati maščevanje kot izraz sovraštva in nasilja. Jezus ne želi predlagati novega družbenega reda, temveč predvsem zapoved ljubezni do bližnjega, ki vključuje tudi ljubezen do sovražnikov. Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. To pa ni lahko. Te besede pa ne smemo razumeti kot odobravanje zla, ki ga je storil sovražnik, temveč kot povabilo k višjemu, velikodušnemu pogledu, podobnemu nebeškemu očetu, ki, kot pravi Jezus, daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Tudi sovražnik je namreč človeška oseba in kot taka ustvarjena po Božji podobi, čeprav je trenutno ta podoba zatemnjena zaradi nevrednega obnašanja. Ko govorimo o sovražnikih, ne smemo misliti na ne vem kako drugačne ali od nas oddaljene osebe. Govorimo tudi o nas samih, ki tudi lahko vstopimo v spor z našim bližnjim, včasih celo z domačimi. Koliko je sovraštva po družinah, pomislimo na to. Sovražniki so vsi tisti, ki grdo govorijo o nas, ki nas obrekujejo in nas jezijo. Ni lahko požreti vsega tega, vsem tem smo poklicani odgovoriti z dobrim, ki pa ima tudi svoja premišljena ravnanja, a navdihnjena z ljubeznijo, je poudaril papež Frančišek.